Dobrodošli na Ponikvi, kraj prepreden s čudovito naravo in brihtnimi glavami. Katera od njih letos praznuje in ima čisto svojo znamko. Blaž Kocen, veliki ponkolan, ki je svetu učenosti odprl pogled na širjave naše zemeljske oble. Bil je človek mnogoterih poslanstev. Bil je duhovnik. Učitelj, po katerem smo poimenovali Ponkoško šolo. Fizik in inovator. Moj sosed na hotelju. Geograf in kartograf. Blaž Kocen, človek, ki je za svoje čase videl zelo široko, bistveno dlje od širjav domače dežele. No, čeprav se tudi iz teh ponkoških spetinic vidi res zelo daleč. Fantič, ki je bil odličen, krasno risal, modeliral. V bližnjem gozdu si je postavil barako, opazoval ptice, rastline. Pa še meni se je zdelo smešno, da je postavil lonček rož in opazoval, kako polno luna deluje na spremembe. Ko je potoval po Avstriji, je naletel na eno družino, ki ni imela otrok. In mi je tako pri srcu postal, da so ga do konca študija za duhovnika podpirali. Ampak duhovnik je bil samo 5 let. Kot profesor najprej začel v svoji nekdanji gimnaziji v Celju, kjer je bil najprej nadomestni profesor, potem je dokončal ustrezne študije in dobil službo v Ljubljani, pa potem se tam navdušil nad geografijo. Tukaj recimo učil tudi Frana Erjavca, znanega slovenskega pisatelja. Potem pa začel svoje, lahko rečemo, didaktično delo na področju geografije v Novi Gorici, kjer je bil recimo učitelj Simona Gregorčiča, tudi lahko rečemo, in potem seveda nadaljeval pa pretežno v češkem Olomoucu. 12 let je bil v Olomoucu in takrat je položena bila osnova kartografije za vse. Blaž Kocen je bržkone eden tistih Slovencev, ki je čast, ki mu gre, bolj občutil na tujih tleh, na nemško govorečem področju tedanje Habsburške monarhije. Kocen je pravzaprav prodrl s svojimi idejami, oziroma pravzaprav prodrl predvsem z svojim atlasom, ki je bil mnogo lažji, ki je bil mnogo dostopnejši, tudi cenovno modernejši. Še danes v Avstriji obstoja Kocenov atlas. Tako ga imenujejo v založbi Helsel. Namenjeni so bili njegovi tako učbeniki kot zemljevidi, kot seveda na koncu kot korona atlasi, predvsem temu, da seveda zdaj učenci dobijo boljši, nazornejši pregled in predstavo na tem, o čemer se učijo, ko je bilo večinoma to spoznavanje torej tedanjega avstrijskega cesarstva, Evrope in tudi sveta, kar je bil glavna snov pri geografiji takrat. Je morda v tistem času, v sredini 19. stoletja, eden redkih, če ne prvi, opozoril na določene didaktična načela, ki temeljijo tudi na psihologiji. Od bližnjega k daljnemu, od lažjega k težjemu. Po drugi strani pa seveda tudi ne smemo pozabiti na povezavo z zgodovino, ki se takrat povezovala z roko v roki skupaj z geografijo, tako da recimo so tudi številne zgodovinske kraje vsebovali njegovi zemljevidi in po drugi strani tudi nekatera najnovejša tedanja znanstvena dognanja, naprimer globine v Sredozemlju, ki jih je takrat raziskovala angleška mornarica. V preteklosti je bilo znano, da so dunajski geografi, študenti in profesori, kadar so se vozili z vlakom, ko so se še vozili z vlakom tukaj, mahali skozi okno v pozdrav rojstnemu kraju Blaža Kocena. Kocenova dediščina se kaže predvsem v uporabnosti in tej nazornosti, ki sta bila nekako glavna cilja njegovega dela. Mislim, da se Kocena premalo zavedamo kot pač inovatorja, kot enega resnično velikega uma, tako da
je upravičeno ime, da je Kucen oče šolskih atlasov, oziroma modernega atlasa. Sploh letos, ko nam iz vsem znanih razlogov ni dano potovati, se lahko v kraje onkraj našega obzorja podamo s prstom. Seveda to ni dobra zamenjava, a vseeno, hvala Blažu tudi za to.